z mariborskega letališča na jug Evrope. Kako zavarovati otroke v avtomobilu? Dobrodelna akcija za brezdomce. Priprave na veliko noč v polnem teku. Lepo pozdravljeni. Mariborsko letališče bo poleti spet zaživelo. Dve turistični agenciji bosta s pomočjo slovenskega prevoznika Adria Airways organizirali 11 poletov v Grčijo, Turčijo in Severni Ciper. V 2 mesecih naj bi prepeljali 4000 potnikov. V agencijah veliko stavijo na turiste iz tukajšnjih okoliških regij, pa tudi Avstrije in Hrvaške. Junija bodo z mariborskega letališča spet vzletela letala. Turistični agenciji bosta s pomočjo slovenskega letalskega prevoznika organizirali čarterske polete na Zakintos in v Antalijo, drugo leto še na Ciper. Mariborsko letališče sta izbrali zaradi ugodne geografske lege, turistom pa bosta ponujali tudi brezplačno parkirišče. Predvidevamo, da bomo prepeljali v tem času nekaj manj kot 4000 potnikov. Pravzaprav leta in leta se nam dogaja odliv potnikov na graško letališče. Leteli bodo med 20. junijem in 25. avgustom. Direktor mariborskega letališča, ki je nedavno dobilo nov potniški terminal, predvidoma maja pa bo obnovljen tudi stari, je zadovoljen. Glede na naše prihodke, to pomeni nekje med 9 in 10% dviga vseh prihodkov. Za organizacijo letalskih prevozov pa se že skoraj 3 leta zanima tudi nemška družba Express Airways, ki je neuspešno kupila zaseženega Falcona. We will bring business, we will bring working place here at Maribor, around 200 people. But nobody, no government, no prime minister has interest. Se pravi, nekje v januarju smo dobili ta povpraševanja, na ta povpraševanja smo seveda oddali ponudbo, bi pa zelo težko zdaj v tem trenutku komentiral, ali bo do teh operacij prišlo ali ne bo prišlo v tem letu. Vodstvo družbe pa se že nekaj časa pogovarja tudi o uvedbi redne povezave, a je to zaradi težkega gospodarskega položaja dolgoročen projekt. Italijanski varnostni organi naj bi do jutri z mariborskega letališča odpeljali zaseženega Falcona, ki ga že več dni varujejo slovenski policisti. Letalo je bilo namreč zaseženo v okviru obsežne finančne preiskave italijanskega mogotca Francesca Caltagironeja Bellaviste, ki ga sumijo davčne utaje. Po neuradnih podatkih naj bi utajil za več kot 161 milijonov evrov davka od dobička. Skupna škoda pa naj bi znašala enormnih 600 milijonov evrov. Izpostaviti treba, da gre v omenjeni zadevi je obravnavano v Republiki Italiji 18 oseb, od tega naj bi bila vrh preiskave, finančne preiskave glede hudodelske združbe usmerjene k davčnim utajam ena oseba, ostali pa naj bi bili slamnati možje. Seveda pa vključeno tako premoženje fizičnih kot tudi pravnih oseb. Eno izmed teh je tudi to letalo, ki se ocenjuje na približno vrednost okrog 30 milijonov evrov. Na tožilstvu imajo tudi ovadbo policije v primeru gradnje lutkovnega gledališča. Policisti so ovadili 6 oseb. Ovadeni naj bi protipravno pridobili premoženjsko korist. Nezakonito naj bi porabili evropska sredstva. Obtožnica pa jih bremeni tudi ponarejanja dokumentov. Med ovadenimi naj bi bila tudi mariborska direktorica občinske uprave Milica Simonič-Štajner in nekdanji župan Franc Kangler, ki sta bila leta 2011 v obsežnih kriminalističnih preiskavah zaslišana tudi zaradi gradnje lutkovnega gledališča. V sporočilu za javnost pravita, da z ovadbo nista seznanjena, očitane nepravilnosti pa zanikata. Nova kreditna banka Maribor se intenzivno pripravlja na dokapitalizacijo, ki naj bi jo izvedli do konca junija. Trenutno poteka postopek izbora organizatorja dokapitalizacije. Banka je lansko poslovno leto končala z rekordnimi 200 milijoni evrov čiste izgube, predvsem na račun slabitev, ki so znašale preko 300 milijonov evrov. V načrt prestrukturiranja, ki ga zaradi državne pomoči preučuje tudi Evropska komisija, pa je vključena tudi že omenjena dokapitalizacija. V kolikšnem znesku še ni znano. Neuradno pa naj bi se tako za vstop v drugo največjo slovensko banko pogajali tudi z Evropsko banko za obnovo in razvoj, česar pa vodstvo ne želi komentirati, saj razgovori potekajo z različnimi potencialnimi vlagatelji. Za večje število potencialnih strateških partnerjev na širšem območju te regije. Morate razumeti, da mi ne bomo razkrivali potencialnih strateških partnerjev zaradi interesa banki kot takšne in tudi zaradi njihovih interesov, dokler ne bodo pogovori končani in sklenjen sporazum.
Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice je imela lani nekaj več kot 29 milijonov evrov prihodkov, leto pa končala z dobičkom v višini 100 tisoč evrov. Kot ugotavljajo v družbi, so v primerjavi z letom prej, ki je bilo po doseženih rezultatih nadpovprečno, lani realizirali za 8% niže prihodke. Sledi pa še drugo pestro domače dogajanje. Od zgodnjega jutra poteka odmevna akcija preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, preiskujejo več hiš na območjih policijskih uprav Ljubljana, Koper, Celje in Kranj. V središču preiskave naj bi bil Telekom Slovenije, natančneje Posti v času, ko je podjetje vodil Bojan Dremelj. 7 osebam so odvzeli prostost. Zlorabo položaja je po navedbah policije nastalo vsaj za 25 milijonov evrov gospodarske škode. Vlada je iz uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje črtala člen glede nezahtevnih in enostavnih objektov, tako se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe prostorskih aktov občin. Poslanci so opravili obravnavo predloga novele zakona o potrošniških kreditih, ki prenaša evropsko ureditev v slovenski pravni red ter izboljšuje zaščito potrošnikov in nadzor na tem področju. Predlog novele vnaša tudi pravno podlago pristojnemu ministru za urejanje izobrazbenih pogojev za dajalce kreditov in kreditne posrednike. Dopolnjuje določbe o preprečevanju izogibanja zakonu ter odpravlja nekatere nedoslednosti veljavnega zakona. Predlogu se obeta podpora. Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije so v Državni zbor prinesli prek 5600 podpisov podpore volivcev za vložitev predloga novele zakona o volitvah. Spremembo zakona želijo zagotoviti izvolitev poslancev po volji ljudi. Predlagajo, da bi polovico poslancev volili po obstoječem sistemu, v katerem prevladuje nekakšna strankarska matematika, polovico pa na način neposrednih večinskih volitev. Na sojenju Igorju Bavčarju, Bošku Šrotu in soobtožencem je danes pričal nekdanji predsednik uprave družbe KD Skladi Peter Groznik. Med drugim je pojasnjeval ozadje nekaterih poslov z Istrabenzovimi delnicami. Kot kaže, je uprava družbe poskušala omejevati rast cene delnic Istrabenza. Da je čut za sočloveka v trenutnih časih zelo pomemben, se zavedajo tudi mariborski študenti. Že nekaj let vsako pomlad zberejo nujne potrebščine za ljudi v socialni stiski. Danes so jih predali zavetišču in sprejemališču za brezdomce, teh je v Mariboru vsaj 150. Anton Vrbnjak v zavetišču na Ruški cesti živi že 5 let. Nekdaj je delal kot sestavljavec urnih mehanizmov, po smrti partnerice pa ostal še brez strehe nad glavo. Pomoč ljudi zelo ceni. Tudi študentom je danes pomagal nositi zbrane potrebščine. Česa se najbolj veselite? Mislim pa to, da nas ljudje niso pozabili. Čim pevajo, da grem nekam na svoje. Študenti so pomoč za brezdomce zbirali ves marec ob koncih tedna v večjih mariborskih nakupovalnih središčih. V bistvu smo zbrali veliko količino hrane, testenin, potem osebnih higienskih pripomočkov ter oblačil. Glavni namen tovrstne akcije je, da v bistvu spodbudimo mlade ljudi in pa seveda tudi ostalo populacijo, da darujejo in pa seveda, da spodbudimo ta duh humanitarnosti in prostovoljstva. Trenutno v mariborskem zavetišču živi 25 brezdomcev, z 2 pomožnima ležiščema pa imajo prostora le za 26 ljudi. Širitev zavetišča bi bila zato nujna. So nažalost pritiski za namestitev ogromne. Vsak dan imamo telefonske klice, ali ljudje prihajajo, sprašujejo za prosto mesto. Še posebej ob letošnji daljši zimi in prihajajočih velikonočnih praznikih si brezdomci želijo toplega zavetja, predvsem pa človeške topline. V razstavnem centru Svetega Martina pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah danes in jutri potekajo še zadnje priprave na veliko razstavo pirhov in drugih izdelkov, povezanih z veliko nočjo. Na razstavi se bo predstavilo več kot 40 društev in posameznih krajev občine, pričakujejo pa več tisoč obiskovalcev. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pripravljajo množične razstave o Božiču in veliki noči. Letošnja velikonočna je že druga zapored. Glede na to, da je res vedno boljši obisk, dober odziv ljudi, seveda je potem tudi zainteresiranost naselij, društev večji. Letos se bo z več 100 unikatnimi izdelki predstavilo več kot 40 društev in naselij. Predstavili pa se bodo tudi umetniki od blizu in daleč. To je samo veselje, da nekaj ustvariš, to ti grejo
samo z tebe gre, da veselje in da nekaj narediš. Ne? Jajček, recimo, ki ga nakvačkaš, tako od 1 do 2 ure, odvisno zdaj seveda, kako je polnjeno, a ne? Čeprav je poleg prikaza spretnosti občanov razstava namenjena tudi njihovemu druženju, pa obuja tudi stare tradicije, kot je tudi tista lokalna o pokušanju 9 različnih pisank, kot rečejo velikonočnim hlebom belega kruha. Smo šli za velikonočni podelek, svoj botrik, svoje teti ali pa še kam, in tam so, tako da se jih 9 pojedo, potem pa so močni, zato pa smo tudi tako močni, zdaj pa smo toliko stari. Pri Sveti Trojici sicer čez praznike in do konca prvega tedna aprila, ko bo razstava zaprla svoja vrata, pričakujejo več tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. Sredi Maribora so končali že 7. projekt Pasovček oziroma Red je vedno pas pripet. Z njim so spodbujali pravilno uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. To je namreč po mnenju strokovnjakov eden najučinkovitejših ukrepov za izboljšanje varnosti otrok. Za malčke geslo Red je vedno pas pripet, kot kaže, res velja. Kdo se v avtu zmeraj pripne? Jaz. Sami ali vam pomaga mami? Jaz se sami. Sam se pripnem. Kdo pa te spomni, da se pripneš? Sam se spomnim. In kdaj si se vse to naučil? Ko sem bil star 5 let. Koliko si pa zdaj? 7. Kaj pa mamica pa očka, sta se že naučila, da se je treba v avtu pripeti? Ja. Res? Ja. Jo moraš kdaj spomniti? Ja. Kdo je pozabljivec? Oba. Zakaj pa je pomembno, da smo v avtu pripeti? Ker se lahko zelo poškodujemo. Eni tudi omajo od prometnih nesreč. Preventivni projekt Pasovček je obrodil sadove. Otroci se vestno pripenjajo in uporabljajo ustrezne sedeže, zato je zelo pomembno, da organizatorji akcije pripravljajo še naprej. Pri tem opažajo, da se vrtci v projekt pridno vključujejo, osnovne šole pa žal precej manj. Letos so se Pasovčku pridružile le 3 mariborske osnovne šole. Nam tudi znajo povedati, da jih zdaj že otroci opozarjajo na to, da je treba jih pravilno pripeti in da tudi ko sami sedejo v vozilo in če niso pripeti, jih otroci takoj opozorijo, da je treba se pripeti z varnostnim pasom. V Sloveniji je bilo v projekt Pasovček vključenih že skoraj 75.000 otrok in organizatorji so prepričani, da je marsikaterega izmed njih obvaroval prav pripet varnostni pas. V času prestolovanja evropski kulturi v Mariboru je vzniknila hiša arhitekture. Prostor je namenjen arhitekturi v teoretski in praktični obliki. Gre za projekt, ki je del razvojno-raziskovalnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru oziroma Razuma. Poglejmo, kakšna usoda čaka hišo arhitekture. Tako je bilo lani na odprtju tega arhitekturnega središča na Mladinski ulici. Razstavili so natečajna dela in razkrili ogromno rdečo konstrukcijo, ki hišo arhitekture že nadaleč dela razpoznavno. Namen hiše arhitekture, ki je Evropsko prestolnico kulture pravzaprav izkoristil kot izziv za svoj razvoj, pa je, da Maribor dobi arhitekturni epicenter, ki bo omogočal zbiranje tistih, ki jih arhitektura stara ali nova, predvsem pa drugačna, razmišljajoča arhitektura, razmišljajoč prostor zanima. Minulo leto je bila prizorišče več kot 30 najrazličnejših projektov, od tega je bilo kar 20 razstav. S koncem Evropske prestolnice kulture pa omenjeno središče ne zapira svojih vrat, prav nasprotno. Tudi letos smo si zastavili kar ambiciozen program, ki je strukturiran po več nekih sklopih. Prvi sklop obsegajo razstave, drugi sklop so predavanja, predstavitve publikacij, ki jih tudi pripravljamo v hiši arhitekture Maribor, potem so sodelovanja s stanovskimi združenji in pa tudi sklop predstavitev študentskih del našega oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo. Trenutno je tamkaj na ogled ena od 2 razstav strokovnega revijalnega tiska z področja arhitekture. Gre za revijo Piranezi, katere idejni oče je bil arhitekt Vojteh Ravnikar. Svoje izhodišče pa je našla v Piranskih dnevih arhitekture.
Predstavljene so revije od leta 1992 do 2012 in se vidi kontinuiteta izhajanja revij in tudi kontinuiteta arhitekturne misli, ki je predstavljena skozi projekte v sami reviji. Vendar pa Hiša arhitekture še zdaleč ni usmerjena le proti strokovni javnosti. V slovenski košarkarski ligi za prvaka so odigrali tekme drugega kroga. Z drugo zmago se je na čelo šesterice zavihtela novomeška Krka, ki je v Mariboru 70-83 premagala Meser. Slednji je s porazom in zmago na drugem mestu. Na tretjem je s tekmo manj ljubljanska Olimpija, ki je za 13 točk ugnala domžalski Helios. Tajfun je po podaljšku s 94-91 odpravil Zlatorog iz Laškega. Mariborski košarkarji so začeli pogumno in predvsem po zaslugi natančnih metov z razdalje prišli do prednosti 7 točk. Favorizirani gosti so se jim še v prvi četrtini povsem približali in takoj v drugi z dobrim skokom v napadu povedli za 4. Smiljan Pavić je tako dosegel 2 izmed svojih 19 točk. Do odmora je bil rezultat zelo izenačen. Po 20 minutah je bilo 41-37 za Krko. Prvi polčas smo se dobro držali, ampak po drugem polčasu se je pa poznala njihova fizična moč, imajo daljšo klop, lahko rotirajo. Tretjo četrtino so Novomeščani začeli z delnim izidom 7-0. Gledate uspešen met za 3 točke Domna Lorbka. To je bil vsekakor ključ teh 10 točk in potem se nekako niso oni uspeli približati. Mi pa tudi nismo uspeli nadgraditi tega. Dvomov o zmagovalcu kasneje več ni bilo. Mariborčani so se s košem Gavriča sicer približali na 5 točk, vendar so gostje hitro spet napravili varno razliko. 3 minute pred koncem so imeli že 16 točk prednosti. Končalo pa se je z izidom 83-70. Ob najboljšem strelcu tekme Paviću sta za Krko Lorbek in Larič prispevala 15 točk. Pri Mariboru jih je prav toliko dosegel Marić. Kanadski proizvajalec telefonov BlackBerry je v preteklem poslovnem četrtletju presenetil analitike in ustvaril skromen dobiček $98 milijonov, potem ko je v enakem lanskem obdobju imel $125 milijonov izgube. Podjetje je prodalo okoli 1 milijon telefonom z novim operacijskim sistemom BlackBerry 10. Zdaj pa se tudi sliko selimo na tuje. Banke na Cipru so danes po skoraj 14 dnevih ponovno odprle svoja vrata. V Nikoziji so številni ljudje nestrpno čakali pred vrati bank, napovedanega prevelikega navala pa zaradi opozoril v medijih vseeno ni bilo. Ciprska centralna banka je v sredo uvedla omejitev iznosa gotovine iz države, omejila nakupe s kreditnimi karticami ter prepovedala unovčevanje čekov. Z velikim četrtkom se začenjajo obredi pred veliko nočjo, največjim krščanskim praznikom. Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra v Vatikanu že daroval mašo. Papež je izrazil prepričanje, da morajo duhovniki ostati blizu ljudem in morajo igrati vlogo posrednikov. 2 ameriška za radarje nevidna bombnika B-2, ki lahko nosita tudi jedrsko orožje, sta se v Južni Koreji udeležila skupnih ameriško-južnokorejskih vojaških vaj. Let bombnikov B-2 iz zračne baze Whitman v ameriškem Missouriju v Južno Korejo in nazaj naj bi demonstriral zmožnost Združenih držav Amerike za izvedbo hitrih napadov na oddaljene cilje. Sodišče v Južnoafriški republiki je dovolilo Oskarju Pistoriusu potovanja v tujino, kar pomeni, da bo lahko paraolimpijski atletski zvezdnik tekmoval, čeprav ga bremeni obtožba umora njegovega nekdanjega dekleta. Sodišče je tudi odločilo, da se lahko vrne na svoj dom, kjer je bila 14. februarja letos ustreljena Steenkampova. Po noči bodo padavine zajele vso državo, na severozahodu bo snežilo do dolin. Čez dan bodo padavine oslabele in večinoma tudi ponehale. Temperature bodo čez dan od 3 do 6 stopinj Celzija. Konec tedna bo oblačno z občasnimi padavinami, v soboto bo po nižinah deževalo, v nedeljo pa se bo meja sneženja spuščala. Za spremembo nas torej čaka precej nenavadna, bela velika noč. Prijeten preostanek četrtka želimo in mirno noč.